Evo, tole je pa avtomobil, pri katerem enostavno moram potegniti vzporednico, primerjavo, če tako hočete. In zato sem se spomnil na enega slavnega Avstrijca z imenom Arnold, ki je v najboljših letih z lahkoto zmagoval kot Mr. Olympija. Takšen X3M je nabit, ampak lično in ravno na pravih mestih, kot je bil Švarci takrat. Je tudi močan, z novim 3-litrskim motorjem razvije kar 375 kW moči oziroma 510 konjev. V bistvu je brutalno močan, kot je bil Švarci takrat. Ampak je tudi ta s svojimi sposobnostmi precej omejen. Pospeševanje do 200 na uro na avtocesti bo opravljal za šalo, ovinkov pa posebej ne mara. Tudi Švarci je takrat lahko dan in noč premetaval uteži, pol maratona pa ne bi pretekel. Čeprav je iz tehničnega vidika tole izjemen avto, zanj dejansko ne vidim smisla. Dodatna moč in občutno trše podvozje pomenita, da je X3M zelo neudoben. Kako tudi ne bi bil, če je pa visok kot stolpnica in tehta več kot 2 toni. To torej ni v nobenem pogledu športen avtomobil, ker pospešek do 100 v 4 sekundah še ne postavi avtomobila v to kategorijo. Če torej želite sedeti visoko, si kupite klasičen X3, če hočete imeti športen avtomobil, pa nižji M3. Oboje skupaj v enem paketu ne gre, mislim, tudi torte z okusom pice ne morete kupiti, ne? Mogoče jo celo lahko, ampak ne bo okusna. Te nastavitve krmiljenja, motorja in izpuha seveda pomagajo pri spremembi karakterja, ampak je avto že v osnovi pretrt. Pogon je na moje veselje prilagojen k pošiljanju večjega dela moči nazaj, zato nos lepo zagrize v ovinek, zadek pa zna tudi malo pomigati, da je vse skupaj zabavno. Ampak hkrati v tem avtu strašljivo, ker je mase preveč in je vse skupaj lahko zelo nerodno. Tole ni igrača. $133.000 stane. Po eni strani je avtomobilska perfekcija, če gledam zgolj tehnične podatke, po drugi strani pa nek koktejl, ki sploh ni logičen, še manj pa potreben. Zato dejansko zelo težko najdem kupce zanj. Ampak sem vseeno enega. Alan Prost, ker je najbrž še vedno divjak po duši in ga bo znal krotiti, po drugi strani ga pa pri teh letih mogoče že malo mučijo kolena in pa hrbet in se zato v nižji M3 niti noče usesti. Čeprav njega najbrž niti to ne moči. Mogoče pa zame, ker imam pulover enake barve kot avto. Samo še 133 jurjev mi manjka.